Danes smo se zbrali zaradi dveh velikih imen slovenskega in tudi jugoslovanskega športa. Namreč Društvo športnih novinarjev Slovenije, poleg tega v preteklem tednu smo pod streho spravili 50. izbor športnika leta 2017 letnica, vsebuje pri svojih projektih tudi niz slovenskega športa, že tretje leto in seveda sprejetje v hram slovenskih športnih junakov. Zaradi dveh športnikov, ki sta recimo največje uspehe doživela v nekdanji Jugoslaviji. Naj vam samo osvežim spomin, da smo v prvih 2 letih sprejeli kar kopico športnikov, ki so v 40, 50, 60, 70 letih osvajali medalje na olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih ali serijsko osvajali medalje na manjših prvenstvih, govorimo recimo o evropskih prvenstvih. Pred 2 letoma smo prav v tem prostoru tukaj gostili 3 največje krovne športne organizacije na slovenskih tleh, smučarsko, košarkarsko in nogometno, saj smo takrat sprejeli v hram slovenskih športnih junakov pokojnega Roka Petroviča, košarkarja Jureta Zdovca in nogometaša Srečka Katanca. Lansko leto smo v sklopu slovenskega rokometnega superpokala se spomnili na rokometnega vratarja Rolanda Pušnika in pokojnega Iztoka Puca. Danes smo se zbrali zaradi Polone Dornik in Marka Elznarja. En aplauz, prosim. Gremo neposredno k oficialnemu delu. Jaz verjamem, da ne bomo preveč togi, da se bomo tudi kakšni anekdoti nasmejali. Poprosil predsednika Društva športnih novinarjev Slovenije, Jožeta Zidarja, nekaj uvodnim besedam. Hvala, Jožet. Najlepša hvala. Moram reči, da sem vesel in počaščen, da ste se danes zbrali tako sorodniki kot prijatelji slavljencev, bivše soigralke. Moram reči, ko smo se prej pogovarjali, da smo mogoče en kanček prejšnjih časov ujeli, ko sem rekel, da smo pa prizoro, smo pa hitro vedeli, da smo skupaj že v tistih časih sodelovali. Tudi Sergeja Ravnikarja kot trenerja izjemnega, ki bo v koncu tudi povedal par besed o tokrat žal odsotni Poloni Dornik. Pozdravljeni predsednika Nogometne zveze, moram reči, da smo zelo veseli, da bomo tudi vas v naši sredi. In jasno, najslajše stvari na koncu Mira Cererja, našega legendo gimnastično. Kot je Gašper že povedal, je bil on pa pokojni Leon Štukelj, sta bila prva člana hrama športnih junakov in naslednje leto je Miro potem sprejel naslednjo generacijo. Jaz bi končal počasi, predal besedo našemu voditelju Gašperju Borkarju. Jaz bi samo dodal, da verjamem, da je Brade predvsem zate, pa morda tudi Seržo zate in še za koga ta december zelo pester. Včeraj je namreč Nogometna zveza Slovenije kot mislim, da največja krovna organizacija v Sloveniji, vse, kar se tiče projektov in tudi proračuna, imela zaključek leta. Vem, slišal sem, da je bilo tako kot vedno super in fajn. Rade zdrži še malo bo nov let. No, skratka, jaz bi pred predstavitvijo uradno poprosil še za besedo 2 našega prvega člana hrama slovenskih športnih junakov, večkratnega dobitnika medalj, seveda tudi zlatih na olimpijskih igrah, gospoda Mira Cererja, besedi ali 2. Torej, lep pozdrav vsem skupaj, vsem navzočim. Namreč posebno čast mi je, da vam prenesem pozdrave našega olimpijskega komiteja in pa seveda tudi kluba olimpijcev, katerega predsednik sem. Moram pa reči iskrene čestitke Planetu in pa seveda odsotni Poloni in z užitkom se ozrem na ta spisek čudovitih športnic in športnikov, ki so v Markotu. Markotu, ja. Se upravičujem. Ja, v redu, hvala lepa. Miro, to pomeni, da je oče še zmer bolj znan, kot pa Marko. Ja, ta familija mi je še vedno globoko v zavesti, moram priznati, no, živeči in pač žal že pokojni, ne.
Torej, hočem reči, da pravzaprav se z posebnim užitkom in spoštovanjem ozrem na tale spisek, ki je izjemno raznovrsten v tej smeri, da so zastopane številne športne panoge in vidimo pravzaprav, da je naša dediščina športna izjemno bogata. Bi dodal samo to, da se obiski tujih športnih novinarjev marsikdaj tule končajo. Na leto 2 do 3 take obiske imamo in pravzaprav imamo si s čem res s ponosom pokazati in predstaviti in moram reči, da tudi oni, veliko včasih, čeprav so športni novinari, se vedno začudenem sprašujejo, odkot ta veliko moč in ta veljava naših športnikov. Hvala lepa za prisotnost in še enkrat izredne čestitke. Jaz bi morda, preden gremo k malo podrobni predstavitvi obeh današnjih, lahko rečem, slavljencev, se morda še enkrat spomnil, morda malo mlajši ne vedo, jaz se še malo spomnim, predvsem pa oba, tako Marko Elzner kot Polona Dornik, žal je danes odsotna, ampak imamo njene košarkarske prijateljice, ki bodo to sprejele. Namreč v Jugoslaviji je bilo zelo pomembno, ne samo, da si bil dober, pomemben je bil tudi določen geografski ključ, namreč vsi dekreti, ukazi so bili sprejeti iz Beograda, razen smučanja so nam Slovencem pustili na miru, zato je bilo še toliko težje, ker predvsem danes tukaj nekatera prisotna dekleta vedo, priti v jugoslovansko reprezentanco. Če bi danes to sesekljali, dobimo ven 6 nacionalnih reprezentanc, konkretno govorimo morda tudi v največjih športih, še posebej pa v košarki, vseh 6 reprezentanc zanima nastopa na Evropskem prvenstvu, tudi nogometne reprezentance po večini se udeležujejo velikih tekmovanj, skratka še en dokaz več, kako dobri so bili ti športniki, ki so pred razpadom Jugoslavije prišli v jugoslovansko reprezentanco, še posebej v kolektivnih športih. Bi prosil za nekaj slik, slajdov Polone Dornik, pa da opišemo njeno s kratkimi besedami njeno pot. Polona Dornik se je rodila leta 1962. Jaz sem govoril z njo, povedala mi je nekaj, kar tukaj ni zapisano, namreč ona do konca 8-letke sploh ni trenirala košarke. Potem pa je njen profesor za telovadbo, ki je poznal pokojnega Boga Debelca, rekel, da ima v Trbovljah eno punco, ki v 8. razredu imeli 186, da je bilo fajn poskusiti, kako sta ona in žoga prijateljici. In je 3 mesece Boga Debelc hodil v Trbovlje in testiral, če bo s te punce kaj. In potem je starše prepričal, in potem je Polona Dornik šla v srednjo šolo v Šentvinsko gimnazijo, kjer je začela z igranjem košarke. Večino kariere je preigrala kot članica Ježice, pri kateri je bila gonilna sila in leta 1989 med drugim postala pokalna prvakinja Jugoslavije. Del ekipe je danes tudi z nami, da ima en aplavz za punce. V tujini je pustila pečat pri klubu Španije Celta Vigo, s katerim se je leta 2000 veselila naslova državnih španskih prvakinj. Največje uspehe je beležila v reprezentanci Jugoslavije, 185 nastopov. Zaigrala je na 2 olimpijskih igrah, v Los Angelesu 1984 in Seulu 1988, kjer je res v veliki meri pripomogla, da je takrat Jugoslavija, torej v Seulu, osvojila srebrno medaljo. Še danes mi je zatrdila, da je ponosna in tudi zadovoljna s svojo igralno minutažo takrat. Prav tako se lahko pohvali z lovorikami na evropskih prvenstvih. Polona Dornik je osvojila leta 1980 v Banja Luki bronasto medaljo, v španskem Kadizu 7 let kasneje pa srebrno medaljo. Bravo, Polona Dornik. Zdaj pa bi prosil Jožeta Zidarja, predsednika Društva športnih novinarjev Slovenije in seveda našega olimpionika Mira Cerarja, da predata v imenu Polone Dornik njeni nekdanji soigralki Nataši Šiško.
Ta še kakšno besedo pa lahko, ne? Po Poloni. Alešna bom njene pozdrave in zahvalo, in pa zahvalo za to čas, da je sprejeta tako družbo. Morda pa naslednjič, da se vidim. Hvala lepa, Nataša. In včasih je potrebna ideja in zagon. Tokrat moramo v imenu Društva športnih novinarjev Slovenije se zahvaliti Nani Goberinič za vzvod in za pregled. Morda se to ne bi zgodilo, morda se bi, skratka prva košarkarica v slovenske Hall of Fame. Čestitke, hvala nam. Kot vidite, smo mogli več slik nabrati skupaj, ker je tudi fotomaterial Polone Dornik relativno šibak, ker če bi dali eno malo manjšo fotografijo, bi bila dosta razmatko, smo mogli pa kolaž narediti, ampak dobro delo. Anabel Logar, hvala lepa. O Poloni Dornik smo danes se zbrali in sprejeli v hram slovenskih športnih junakov še Marka Elznarja. Počakajmo najprej, kaj pravijo besede o nekdanjem vrhunskem nogometašu. Rodil se je 2 leti pred Polono. Marko Elznarju je bila žoga položena v zib, ko se prihaja iz ene najbolj znanih slovenskih nogometnih družin. Ko je bil oče Branko trener v Innsbrucku, je Marko kot mlad igralec najosnovnejšo nogometno izobrazbo dobil v Avstriji. Popolno uveljavitev je po Zorenju v Slovanu doživel v Olimpiji. Po 6 sezonah je nogometno prerasel Ljubljano in odšel v Beograd k rdeče-belim Crveni zvezdi, s katero je bil jugoslovanski pokalni in državni prvak. Navijači so ga tako oboževali proti koncu 6. sezone, da so zbirali denar, da Marko Elznar ne bi pristopil drugam in odšel je v Nico. Torej so Marko zbrali premalo denarja, domnevam, ne? Igral je v Nici in profesionalno pot, klubsko, se potem vmes preselil za 1 leto v avstrijsko Admiro Wacker. Vse skozi je bil član mlajših jugoslovanskih reprezentanc, z olimpijsko, v kateri je bil tudi Srečko Katanec, ki smo ga v Hišo slavnih sprejeli pred 2 letoma, je osvojil bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Los Angelesu 1984. Za jugoslovansko člansko vrsto je zbral 14 nastopov, za slovensko čisto proti koncu svoje kariere, ob začetku samostojnosti Slovenije, pa 2 nastopa je bil tudi njen kapetan. In kar se tiče kapetanskega traku, še ena informacija, oziroma še eno zelo pomembna stvar v njegovi karieri, kjerkoli je Marko Elznar igral, od mlajših selekcij pa do zaključka kariera, je bil kapetan. Marko Elznar, bravo. Marko, prost. Nisi brane, si Marko Bucen in Jaz bom zelo kratek. Zahvalil bi se članom moje družine, prijateljem, znancem, predvsem vam, organizatorjem, da se lahko najdemo v tej družbi, ki je za mene fenomenalna in počutim se, da sem danes res dobil neko priznanje glede mojih športnih dosežkov, ki je fenomenalna. Lepa hvala. Ali tukaj tudi lahko vidimo širok nabor. Nimamo pa z Olimpije nobene fotografije, Marko, pa kaj si je bilo? Kjera? Slovenija je. Tam ne, ok, pardon, ja. Crvena zvezda, Olimpija, Nica, Admira Wacker, tudi slovenska reprezentanca za 2 leti, za večnega kapetana. Še en aplavz, prosim. Zdaj pa bi ob koncu oficialnega dela poprosil za besedo 2, najprej člana
izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije, predsednika trenerjev, dolgoletnega trenerja Polone Dornik, in jaz sem ga prej zaznamoval v dobrem smislu, izvirnega greha za dvig slovenske ženske košarke v Sloveniji še pred leti. Z nami je Sergej Ravnikar. Če bi kaj v Poloni bolj malo več povedal, ona je res bila nosilka, moram reči, da priznam pri treningih. Na vago je nikoli nisem spravil, pa nadaljne replike, nisem na vago mogel spraviti. Žal mi je mogoče, da niti ni dobila neke funkcije pa pozicije, mogoče na okončani karieri v Košarkarski zvezi ali pa v klubu, kjer je bila res tudi dober organizator, dober vodja poti, dobre... V glavnem nije bilo stvari, ki ona ne bi znala speljati. Na tekmah v glavnem je bila nosilec. Jaz sem bil na Ježici 10 let, od tega 8 let njen trener. Vem, da v Tuzli nismo nikoli zmagali, pa nikoli nismo zgubili več kot za 2 pike. Pa tam je Razom Janović je zmerom nekak bil veliki problem za Polono. To je bila ena mogoče njenih malo manj kvalitetnih stvari, ko je bilo. In jaz še priznam to, da mi je tudi sama priznala, da Razom Janović je bila boljša igralka od nje. To mi je danes priznala. Ja, mogoče ne toliko boljša, kot je pač malo bolj samozavestna bila. Glavno, oni dve sta imeli borbo težko vsa ta leta. Drugače pa bi rekel, da ene razne dogodivščine, ker sta se 2 igralke skregali med sabo, pa obe sta meni prišli jokat, pa z obema sem se jaz skregal, one 2 sta pa čez 5 minut skupkavo pili, pa obe na mene jezne. Ona je bila dosti zamedljiva, ampak bila je pa je, bi rekel, zabavna, za vse veselice, za vse žurke, seveda tisto, kar se je pač dalo v tistem športu takrat narediti. Pravilniki so bili zelo rigorozni, kaj se tiče ali kajenja, ali pitja, ali kaj. Od nas v klubu je imela dovoljenje edino, ker več ni šlo Zora Manacko, da je lahko kadila, ampak to ne v družbi in da je šla ven. In Polona si skozi, a Zora lahko, jaz pa ne smem, tada Polona ni smela. To je bil tudi en izmed takih njenih želj, ki pa ni šlo na roke. Toliko, zdaj pa če mi še kaj vprašate, mogoče da bom, ali pa ima še kjera Nada Pucenička, bila njena cimra, 8 let skosna, vse in reprezentantni in v klubu. Lepo zdrav, hvala za besedo. V Poloni lahko rečem samo dobre stvari. To je bila najboljša cimra, najboljša oseba, kar jih jaz poznam, in mi je neiskreno žal, da danes ni med nami. Res smo se imeli v družbi zelo, zelo lepo. Dobro, jaz sem hodila po kavo, jaz sem mogla druga, ampak soba je bila pa vedno čista. Pa ne po moji zaslugi. Tudi drugače, ko smo potrebovali, mi smo temu rekli perutničko, je bila Polona tista, pridite k meni. Pa nas je skrila, ščitila, vedno je bila v bistvu kot mama. Naša mama, toliko mlajši smo bili. In to, ko se dobijo na vseh obletnicah, nam je vedno žal, da ni Polone z nami. Ker je bila vedno tista, ko nas je peljala na tekme, tista, ko nas je vodila, in tudi ta prva, ko vsa finala, ki smo zdobile, je bilo vedno, ja, jaz bom imela družino, pa otroke ne bom več igrala košarke. To je bil prvi stavek po naših porazih v finalu, recimo, ne. Žal, temu ni tako in je res iskreno žal, da ni med nami, ker je persona oziroma oseba, ki je bila pojem pozitivne energije, pojem dobrote, in mislim, da nas je zelo, zelo veliko naučila. Drži šiša? Hvala lepa. Jaz predlagam, da predvsem dekleta napišete en tak lep, podoben mail, ki si Nada zdaj ti povedala, pa jo mogoče dobimo na kakšno prireditev v naslednjih letih, mogoče jo pomehčamo. Ok, toliko o Poloni Dornik, o Marku Elznarju, njegovem sprejetju, pa seveda kdo drug kot šef Nogometne zveze Slovenije, predsednik Rade Mijatović. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v imenu Nogometne zveze Slovenije.
Govoriti o Marjetu Elznerju je zelo enostavno. Gre za, po moji oceni, in mislim, da oceni številnih nogometnih ljubiteljev, za enega najboljših slovenskih nogometašev. Igralca, ki je Olimpijo prerasal v 80-ih letih, ki se je preselil v najboljši, takrat najboljši jugoslovanski nogometni klub, Crveno zvezdo, klub, ki je imel največ uspehov do takrat, klub, ki je imel famoznega predsednika oziroma direktorja kluba, legendarnega Dragana Džajića, ki je, mislim, da Marjeta potegnil v Crveno zvezdo, naj me Marje popravi, če ne drži. In mislim, da 1 leto nazaj sem poslušal njegov intervju, v katerem je povedal, da je Marko Elzner bil najboljši nogometaš, katerega je pripeljal v Crveno zvezdo. Čeprav je igral v obrambi, imel izjemno tehniko, z enostavnostjo in eleganco je reševal zapletene primere znotraj svojega kazenskega prostora in je res kuriozitet, da je lahko obrambni igralec, še posebej v Crveni zvezdi, takrat, ki je imela vedno najboljše jugoslovanske igralce, bil največji ljubljenec navijačev. In to, kar je Gapi povedal prej, dejansko drži kar pribito. Še danes, ko se Marko Elzner pojavi v Beogradu, je živa legenda, ki ga navijači imajo izjemno radi. In doseči en tak status znotraj enega takega velikega kluba lahko dosežejo samo izjemni igralci in ljudje, in Marko, jaz ti iskreno čestitam. In res ni vprašanje, da se moraš znajti znotraj kroga teh izjemnih slovenskih športnikov. Hvala lepa. Naj vam zaupam skrivnost, da jaz parada so se zmanjila za 35 sekund, porabil pa 3 minute. Vlade Mijatović, predsednik NZS, Sergej Ravnikar, član izvršnega odbora KZS, soigralke Polone Dornik, prijatelji in sam Marko Elzner. Hvala lepa, ker ste bili naši gostje. Ostanite še naprej v dvorani Stolnici, okolikor vam čas dopušča za ogled tekme Petrol Olimpije Banvit. Hvala lepa še enkrat.